Damjan, film govori seveda o Petru Musevskem, igralcu, ampak ne le igralcu, tudi prijatelju, tudi eni zelo kompleksni osebi. In s tem, ko govori o njem, se v filmu odpirajo širša vprašanja, marsikatera vprašanja, tako osebna tvoja, a ne, v tvoji povezavi s prijateljem, z igralcem, sodelavcem. Pa bi te vprašala, kako si prvič ugledal Petra Musevskega kot igralca? Moj prvi spomin na Perota je, mi smo mu vsi rekli Pero, tako da sploh, kar rečeš Peter, mi je kar malo tuje, ne povežem z njim. Večina nas smo Perota prvič videli v kratkem filmu Lojze se je prebudil, tako kot ponavadi, od Braneta Bitenca, tudi pokojni kolega režiser. In tudi Jan Cvitkovič je rekel, da ga je videl v tem filmu. To je bilo nekako prvi film in potem seveda pri Janu Cvitkoviču v Kruhu in mleku, kjer je naredil izjemno vlogo, po moje najboljšo vlogo, midva sta delala res veliko skupaj, ampak mislim, zdaj, ko sem šel vse filme pregledati še enkrat, mislim, da je to najboljše, kar je naredil. Tako da, ampak v bistvu sem pa s Perotom že prej, ne. Pravzaprav je moje prvo sodelovanje s Perotom povezano tudi s tabo. Ker to je bilo na Stereotipu, ki smo ga snemali leta 1996, ti si bila asistentka režije na tem filmu, tako da sva imela že neko izkušnjo, ki je pač, ne, delala sva film skupaj, ampak zares pravi film je seveda bil Rezervni deli, ki je bil ena huda, težka preizkušnja, ki nas je na nek način povezala in zaznamovala za celo življenje. Ampak že v Stereotipu Pero igra taksista. Pa me zanima, veš, kakšen se ti je on zdel lik za kakšne vloge? Ali pa zakaj se ti je zdel ta igralec, s katerim bi ti spet in spet sodeloval? Mislim, v Stereotipu Pero igra komično vlogo, ne, tako da jaz sem ga malo na začetku pravzaprav bolj videl kot nekoga, ki lahko igra neke stvari, tudi on je sebe nekako smatral malo, da je, zdaj, Pero je meni rekel, ne, on je šel na akademijo, se vpisal, zato je rekel, da bi igral vloge kakšnih ljubimcev, junakov in rekel, in pa sem že v prvem kratkem filmu sem očeta igral in v Kruhu in mleku sem očeta igral in potem sem celo življenje samo očeta igral, celo kariero. Niso samo slovenske matere. V resnici, ne, tudi če te odlomke, ki so na nek način, ki se povezujejo z njegovim življenjem, dejansko je skozi igral očeta. Zdaj, najno prvo resno sodelovanje Rezervni deli je bil izjemno težek projekt, 42 noči smo snemali, čez 50 snemalnih dni je bilo, to je tudi to, kar Tomi v filmu načenja, kako teme, ki jih obravnavaš v filmu, kako se naselijo tebe, ne, to je tema težka z migranti, begunci, te ljudje so bili z nami, živeli smo z njimi, skratka, mislim, res je bilo psihično naporno, fizično je bilo naporno, ker je bilo, snemalo se iz, mislim, da april oziroma v aprilu, skratka, zelo hladno je bilo, po nekih čudnih lokacijah, po nekih potokih, tehnika je odpovedovala in v taki situaciji nekako ni pomembno samo tisto, kar je pred kamero, ampak to je tisto, kar je za kamero. In tle, no, mislim, da je to tako, kot bi v vojski, no, ko so ta zavezništva iz vojske pridejo, tako je bilo to z nama. In po Rezervnih delih, ki je bil potem dosti uspešen film, sem dobil ponudbo s televizije, če bi delal nek TV film in če imam karkoli. In sem rekel, ja, čeprav nisem imel nič. Ampak ideja je bila samo to, da bom delal s Perotom. Vedel sem, da bom delal s Perotom. In po tej težki izkušnji Rezervnih delov je bilo delo Sobaja najboljša izkušnja, kar sem imel v življenju. To je bil film poln improvizacije, nekaj sem napisal pač za televizijo, da so pač imeli nekaj, ne, ker tako pa spet ne morajo zaupati, da boš snemal. Nek scenarij je bil, samo ni bil dobro napisan in mi smo vsako jutro
smo postavili set in smo Pero, Nataša, Barbara Gračner in jaz smo šli v to isto kuglo, ker smo snemali v Trnovem, to isto kuglo, v kateri smo zdaj snemali del Perotove zgodbe. In sem vsako jutro sem tekst na novo napisal, ona da sta ga tam ponavljala, prav se spomnim, ko smo šli prek ceste, mi je Pero na glas ponavljal te nove monologe in je bila ena krasna izkušnja, skratka ena težka in ena res lepa izkušnja, dosti hitro, to je bilo razmaku 2 leti in to naju je tako res življenjsko povezalo, ne zdaj samo v smislu pač režiser in igralec, ampak tako kot človeka, da sva si stvari zaupala res vse tisto, kar si najboljši prijatelji zaupajo med sabo. Ko pravijo igralci, da vsi te učijo, kako prevzeti vloge, kako se poglobiti v vlogo, kako noben te pa ne nauči, kako stresti to potem, kako jeti ven, jeti naprej. In res je potem še naprej v Slovenki Pero igra očeta in v Polsestri igra očeta. Ja, tudi zadnja vloga je. In v resnici, mislim, zdaj, midva sva se seveda toliko poznala, da sem jaz marsikaj napisal tudi, kar je v resnici se njemu zgodilo. In potem so te zadeve začele res tako brisati med tem, kaj je njegovo privatno življenje in kaj je film. In obratno, tako da na koncu on, ko je bil v slabem stanju, je imel res že tako prav fiksno idejo, da res vse, kar naredi na filmu, da se mu potem lahko zgodi v življenju, tako da ima že malo strahove. No. In iz tega, tudi ko smo pripravljali ta film, seveda je tudi tokrat ponavljal, da se mi je zdelo tudi kot neka misel, no, in ta originalna verzija je na nek način bila, pravzaprav vodilna misel bila točno to, ne. Vse, kar sem odigral, se mi je potem zgodilo v resničnem življenju. Pa preden gremo še na film, ta konkreten, kako pa sta postavljala vloge? Zdaj si Rezervni deli pa Delo v Svobaja zelo različna primera, ne? A veš, kako sta se pripravljala? A ste se veliko pogovarjala? A ste veliko dialoge? Ali je vsakič drugače? Ja, vsakič je drugače. Meni se zdi, da je, pa ne samo s Perotom, tudi z drugimi igralci se počutim malo kot, zdi se mi, da je delo z igralci kot neke vrste akupunktura, da moraš najti prave energetske točke pri človeku, da sprožiš mehanizme, da odigra tako, kot si se zamislil, oziroma da je najbolj prepričljiv, naraven, vse tisto, kar si želimo od igralca na filmu. S Perotom so se seveda toliko poznala, toliko so preigrala enih situacij, da sva se vedno trudila nekako narediti drugače, ne? Da bi se tem pričakovanjem, Pero je na nek način postal že, bi rekel, prepoznaven skozi cigareto in pivo v rokah. Tako da tudi ravno recimo zadnji projekt Polsestra smo poskušali narediti en drugačen lik, ki se pravzaprav zelo povezuje, no, tudi z njegovim koncem. Zdi se mi, da je Pero tle res že imel v sebi to neko grenkobo do življenja, tako izrazito. Je pa zmeri vedno, ne samo s Perotom, ker ne, teh 8 filmov, ki so posnela, Pero ni vedno igral glavne vloge, ne. Igral je včasih manjše, včasih večje epizode, ampak mislim, da je zmeri zaznamoval film s svojo prisotnostjo. Vmes se že dostikrat tako je rekel, saj ne moreš filma brez mene posneti, in sem rekel, bom naslednjega, pa res bom, ne. In naslednjega očitno res bom, čeprav tudi ta film, ki ga zdaj pripravljam naslednje leto, ker delanje filmov je pač maraton, to traja, ta scenarij je bil napisan tam 2018 in tudi tam je bilo planirano, da bi Pero igral, ne. Skratka, tudi ta film ne bi posnel brez njega, če bi Pero še danes bil. Ampak ja, vedno je bil dolg proces in Pero je v teh procesih užival, ker je, zdi se mi, da tako kot gledališče rabi proces, tudi film rabi proces, ne samo, da piliš dialoge, ampak da si zaupaš, da se v nekih stvarih pogovarjaš, o nekih temah, o nekih izkušnjah, ki so v povezavi s tistim, kar se obravnava v filmu. Samo na ta način se mi zdi, da so lahko nekako liki res pravi življenjski liki, ne. In Pero se je vedno trudil, da bi bil v vsaki vlogi
ne, človek iz mesa in krvi. Bi mogoče zdaj kdo od publike kaj vprašal? Pa bi pa še jaz kaj vprašala. Potem pa gledali smo film, ki v bistvu sprot tudi razkriva, kako je nastajal. Tako da je v resnici, ko gledaš film, ti na nek način jasen, kaj vse se je dogajalo in kaj vse se je tebi dogajalo. Pa me vseeno zanima, se pravi, vidva sta pripravljala en film skupaj o Petru, o Perotu, ki pa je potem po neki, na žalost, rečem naravni poti, ki pa je gnusno naravna, se spremenil v en drugačen film. Ki ga ti mogoče nisi hotel posneti, pa si ga potem vseeno posnel, pa si ga hotel narediti. Ja, odločitev, da posnamem ta film, bila ena najtežjih odločitev v mojem življenju, zato ker sem vedel, da se bom moral soočiti z nekimi stvarmi, z nekimi vprašanji, na katere ni odgovora. Ampak film je zato, da se pa vseeno nekako soočimo s stvarmi in zdi se mi, da film vseeno ima neko terapevtsko funkcijo ali pa umetnost. Ko neke stvari, ko greš čez nek proces, ko v teh stvarih to premišljuješ, prideš tudi do neke katarze. In zdaj na to vprašanje, midva s Perotom sva začela skupaj pripravljati film, ki bi moral biti popolnoma drugačen od tega, ampak v resnici pa ne toliko zelo drugačen. Veliko stvari je ostalo isto, recimo ta igrani del je čist ohranjen, samo da pač, tako kot je pri psihodrami, kjer gre za zamenjavo vlog, je tudi tle Primzi zdaj zamenjal Perota, ki ga ni več. Tudi psihodramski del je bil zastavljen, mišljen je bil kot zadnji del filma, vendar da bi bil Pero tam in da bi njegovi soigralci igrali v situacijah iz njegovega življenja. Tako da jaz sem poskušal s tem filmom nekako vseeno obdržati neko kontinuiteto s tistim, kar sva si zastavila, vedoč, da pač je ta film popolnoma, da bo tudi popolnoma v nekem drugem kontekstu, da ga je pač Perotov odhod tako zaznamoval, da je to čist pač nekaj drugega. Po drugi strani pa nisem hotel pristati kot filmer na to, da mi smo navajeni, da moramo stvari do konca speljati. Pri nas ni da sred, zdaj se mi pa ne da več. Pri pesmi to lahko narediš, pri romanu lahko odstopiš, pri filmu, ko ga enkrat začneš, je to takšen mehanizem, da moramo vztrajati do konca. In zdelo se mi je, da se moram s Perotom posloviti s tistim, kar naj je povezalo in kar naj je najbolj združevalo, to je film. Tako da je bilo tle veliko enega premisleka, veliko enih dilem, veliko enih vprašanj, do katere meje, kje, kako. In običajno sem si zmeraj vprašal sam sebe, a bi se Pero s tem strinjal, da je to v filmu, in če sem najdel odgovor, da ja, sem potem to pustil v filmu. Mogoče zdaj kakšno vprašanje od publike? Ja, zdravo. Res super film, hvala. Ko smo gledali te seke iz njegovih filmov, iz vaših filmov, vedno je igral očeta, igral je pa tudi vedno takega ljudskega človeka, pa v bistvu tudi vedno takega luzerja, V bistvu, ko ga gledaš, nekako se ti vedno smili, pa tudi, ko ga gledaš, mogoče čutiš neko superiornost napram njem. Pa bi v bistvu v tem kontekstu vprašal, zakaj se nam je v bistvu tukaj zapisal zakaj ga imamo vsi v tako lepem spominu kot igralca, pa njegove velike, zakaj imamo v tako lepem spominu. Ne vem, kaj je vaša interpretacija? Hvala. Hvala za to, ampak mislim, meni je zdaj težko na to odgovarjati, to bi najbrž kdo drug lažje. Meni se zdi, zdaj če nekako gledamo Perotove filme, da je utelešal to človeško ranljivost in da to tisto, v čemer se nekako ljudje prepoznamo noter.
Res, da je dostikrat igral luzerja, ja, ampak tudi seveda v tem se tudi prepoznamo, ne, saj pravzaprav utelešajo te neke človeške slabosti, te neke človeške občutke, ki jih največkrat prikrivamo, Pero pa jih je na filmu znal res na en tak subtilen način proizvajati, ne. Mislim, da je to tisto, kar je Perota delalo izjemnega igralca, ne. Še kakšno vprašanje mogoče? Aha. Iskrena čestitka, ja. Težek film, dober film, odlično, hvala lepa. Koliko je bilo pa za sceno vam težko, ker ste bili osebno z njim povezani in tudi na neki podnotranjosti, da ste iz sebe spravili tak na filmsko Jah, mislim, ne vem, mislim, ni lahko, ne, ni lahko, tako kot ni lahko bilo Primziju, ki sta bila s Perotom dobra prijatelja in cimra celo v stanovanju nekaj časa v Novi Gorici, igrati njega, ne. Mislim, kot igralec si verjetno predstavljaš, da boš igral, ne vem, Shakespearea in marsikaj še, nikoli si pa ne predstavljaš, da boš svojega dobrega prijatelja moral igrati, ki ga ni več, ne. Ja, mislim, ni bilo lahko, pač jaz sem takrat po Perotovi smrti, to bilo v tistem prvem dolgem lockdownu, sem klical kolege, producente, da sem vse njegove filme dobil in sem jih potem v enem tednu dejansko vse pogledal, tako da se mi je po vrstnem redu nastanka, tako da se mi je odvilo celo njegovo življenje, od Lojze se prebudil, Kruha in mleka, pa praktično do zadnjega filma. Tako zelo intenzivno je bilo in zelo čustveno, no. Ta del je bil pravzaprav najbolj čustven. Potem pa jaz mislim, Pero v resnici za mene še ni odšel, ne, ker jaz sem od takrat, od tega 18. marca pa do danes res dobesedno živim še zmeraj, mislim, še danes sem neke fajle pregledoval, neke fotografije, ker hočem neke stvari urediti in se mi zdi, da pač zdaj, ko bo ta film šel med ljudi, da pa to verjetno tudi neko dokončno slovo od njega. Še kakšno vprašanje? Hvala. Mogoče še kakšno mnenje iz publike? Kakšno, aha. Komentatorke, ne, film pač ja, se pravi, tudi jaz bi se pridružil mnenju prejšnje komentatorke, ker film pač odpira take teme in govori o občutkih, ki jih verjetno veliko ljudi v nekem obdobju življenja ima in preživlja in najtežje pri takih stvarih je, ko človeku zmanjka ljudi, s katerimi bi se o tem pogovoril, tako da hvala, res, hvala.
Hvala, ja. Ideja, mislim, ta ideja, tudi hvala prejšnji, ker mislim, da je zelo lepo nekako opisala neko idejo tega filma, ki je bila od samega začetka, tudi še s Perotom, da odpiramo te teme in da je pomembno se o stvareh, kot pravi Tomi, ne, da ko neke besede, kot je smrt, samomor, depresija, da kar znižamo glas, ne, da kot družba, da se o tem pogovarjamo odkrito in da je pomembno se o tem pogovarjati. Tudi Pero je zadnja leta svojega življenja v intervjujih o teh stvareh zelo odkrito govoril. Zdi se mi, kot da je imel občutek, da bo to mogoče nek obrambni mehanizem, če bo o tem govoril. Pravzaprav začel o tem govoriti prvič ravno ta posnetek, ki je na koncu filma, to je bil za projekt Zore Stančič, Dum spiro spero, dokler diham, upam. In zdi se mi, da je potem Pero nekako se odločil, da bo o teh stvareh ves čas govoril, odkrito, tako da če greste pogledati intervjuje za nazaj, o tem govori in zdi se mi, da ta film preko Perota na nek način nagovarja o tem, da je pomembno se o svojih stiskah pogovarjati in da je pomembno imeti nekoga, s katerim se lahko o tem pogovarjamo. Se mi zdi, da je bil še en gospod, ali sem, je še kakšno vprašanje mogoče? Povej pa jaz mogoče še z eno rečjo zaključila. Ful enih dobrih komadov je v filmu, ali tako zelo čez film, ali pa, a veš, v kafiču na radiju, pa tako. Kateri komadi so to? Ja, mislim, mi da s Perotom sva generacija in sva imela tudi dosti podoben okus, kar se glasbe tiče. Mi smo zrasli tam na punku, Novi val, jaz sem doma iz Krškega in mi smo bili bolj proti Zagrebu gravitirali, proti Ljubljani. Tako da sem se, kot pravim v filmu, odločil, da bo pač to glasba, ki nas je zaznamovala, da je to glasba neke naše generacije, glasba, ki jo je imel Pero rad in zdaj se mi je, da pač, če je to film o Perotu, mora tudi biti glasba ta, ki govori o njegovem okusu in o njegovem karakterju, ne nazadnje. Če ni nobenega vprašanja več, bi mogoče ti, Damjan, še kaj dodal? Jaz se zahvaljujem vsem, da ste prišli. Mogoče samo to, da je Pero je zadnja leta svojega življenja čist prenehal z alkoholom, sploh ko 0-0, tudi ta druga poroka, ki jo je imel, je bila brezalkoholna poroka. Ne vem, če še kdo spelje v Sloveniji tako poroko, on jo je. Ampak predtem pa je pil, ne, in za njega edina pijača bila pivo, tako da vabim vse tam na pivo, Perotu v spomin. Hvala. In kako rečeno, film je zdaj začel igrati v kinih po Sloveniji, tako da razširite še vi besedo. Hvala, Damjan. In se vidimo na pivcu. Hvala tebi.